da pesem vse pove. Vendar so mi rekli, naj vendarle tukaj dodam nekaj proze. Rad bi povedal nekaj misli v 3 časih. Sedanjem času, preteklem času in prihodnem času. Vmes po nekaj drugega. V sedanjem času mislim to, da se moram zahvaliti Radio-televiziji Slovenija in Festivalu Ljubljana, da so to prireditev nekako meni v čast organizirali. Moram se zahvaliti glasbeni produkciji, njenemu producentu, glavnemu Kuki Šekorani in gospodu Juretu Lubežniku, ki je pristopil k temu projektu kot glasbeni strokovni sodelavc. Mi trije smo na moji terasi to lepo izplanirali in nismo imeli, verjetno ne morete, nismo imeli težkega dela. Ker vse, ki smo jih povabili, so pristali brez velikega premisleka. Tako da je bilo to vse urejeno. Potem je sledilo malo sudokuiranja okrog nekaterih kombinacij, ampak v glavnem bi se vsem tem, ki so se danes tu zelo izkazali za moje pojme, vi ste jim tudi lepo ploskali, jaz sem jih pa vsem izvajalcem, ki so popestrili ta koncert, ki je prerez, ne boste verjeli, 40-letne moje dejavnosti, se jim zahvaljujem. Mislim, da so mogoče tako brez pridržkov pristali na to iz naklonjenosti meni, ampak vem pa tudi, da nimajo vokalisti vsak dan priložnost nastopiti na takem odru pred tako imenitnim občinstvom in pred tako imenitno glasbeno zasedbo, ki je nihče danes ne omenil. Jaz sem bil njihov direktor 12 let in danes jih dvigam. Vesel sem, da smo lahko danes postavili ta program tako. In to je sedanjost. Zdaj pa druga zgodba, preteklost. Rekel sem, da je to prerez dolgoletnega ustvarjanja. Na tem odru smo slišali sama moja besedila, upa, da je bilo to v redu. Skladbe pa 7 slovenskih skladateljev in enega angleškega. Vendar se moram predvsem njim zahvaliti, ampak v vseh teh letih, ko sem malo delal statistiko, sem prišel pri številu skladateljev blizu 50. Tudi vsem tem bi se rad zahvalil, ta oder in ta večer je omejen za vse slovenske skladatelje. Rad bi se zahvalil dvema generacijama slovenskih pevcev, za katere sem se skoraj vse kdaj napisal kakšno pesem, kaj je stven. Če tako vzamem ta razpon od Marjana Držaj do Anike Horvat. Vsi so peli moje pesmi. To je bila moja druga zgodba, preteklost. Zdaj pa moram narediti eno pauzo, potem bom povedal še nekaj o prihodnosti. Zdaj pa vabim na oder še drugega sogovornika.
Točno tako. In drugi sogovornik, oziroma tisti, ki ima tudi simbolično kipec, poklon gospodu Dušanu Velkavrhu, na oder vabimo generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija, gospoda Marka Filija. Dušanu Velkavrhu izročil kipec, fanta s piščalko, in dovolite, gospod Dušan Velkavrh, da vam tudi mi naklonimo nekaj besed. Predajamo vam ga, ker ste svojim delom zgradili presežno podobo nacionalnega radija in televizije in ustvarili opus, ki je naši hiši v ponos in del zlate zgodovine, ki se zaradi trajne vrednosti vašega dela nikoli ne konča. Iskrene čestitke in iskrena hvala. So res vse najlepše pesmi že napisane, zagotovo jih je v minulem obdobju večinoma napisal Dušan Velkavrh. In preko programu Radio Televizije Slovenija so te pesmi dosegle vse tiste, seveda nekoč, danes in tudi v bodoče, ki ne morejo tudi v take koncertne dvorane, in tudi na ta način smo dosegli seveda, da njegova glasba doseže prav vse ljubitelje dobre glasbe, vse ljubitelje njegovih pesmi. Zato tale fantek s piščalko, simbol Radio Televizije Slovenija, za vse, kar ste naredili za nas, za naš orkester, za vse ljubitelje dobre glasbe, za gledalce, za poslušalce in predvsem pa za romantiko in za ljubezen. Želel bi si, da bi v prihodnosti doživel še kakšen tak večer, kajti danes je bil morda en najbolj čudovitih dnevov v mojem življenju. Morda obstaja samo še en lepši in pomembnejši. Dan ljubezni je seveda to.